Dober dan, dragi moji, dobrodošli na YouTube kanalu Planet ljubezni z Natašo Meznarič. Zelo sem vesela, da smo spet skupaj. Danes vam bom predstavila eno svojo najboljšo in najlepšo metodo med koraki kreiranja. Tu malo pobrskite po kanalu, katere metode vse sem že delila. In jaz res verjamem v vas, da če jih boste uporabljali, da vam bo uspelo čisto vse v življenju, kar ste si zamislili in kar je res vaša želja iz srca. Ker je bil materinski dan, želim z vami tole podeliti. Nežka me sprašuje, mami, kak prstan bi tebi všeč, ne? In jaz rečem, ja Neži, saj veš, mami ima rada take ročno izdelane, pa take, ko v bistvu podpre nekega umetnika, rokodelca, tiste neke krtake nimam rada, ne. Ja, pa bi ti bila modra, pa bela, pa rdeča, pa ne vem, kake barve vse še všeč, sem rekla. Ja, tako, če bi bile v enem prstanu, ja, ne, drugače posamično ne. In kaj jaz dobim za materinski dan? Upam, da vidite, ne. Tale čudovit prstan in tale čudovit obesek. Nisem našla čisto dobene verišče, da bi jo tule noter čez tole luknjico spravila v obliki srčka od moje Nežke. In če nadaljujem. To je bilo, predstavo so v šoli naredili fantastično in na koncu me je čakalo tole darilo. Še poleg drugih nekaj mi je še za na oltarček naredila in tako res sem bila zelo ganjena in zelo prijetni občutki so bili. In če pogledamo par dni nazaj, ona meni naredi šopek, zelo lepo sporočilo, to sem tudi delila na Facebook. In ko smo se midve objeli in ko smo se res stisnili ene drugi, jaz verjamem, saj v mojem svetu, nobena materialna stvar in ga ni tega denarja in tega česarkoli na svetu, ko bi mi lahko ta občutek lepote, nežnosti, česarkoli sreče, ganjenosti povzročilo, kot mi ga povzročijo recimo ta darila polna ljubezni od Nežke. In to sem res zelo vesela in to sem hotela danes med vas podeliti. Zakaj? Ker bomo danes obdelali eno metodo, ko se reče vizualizacija. Ena gospa me je zelo pohvalila, je rekla, da je toliko všeč moj ta štajerski naglas. Jaz se včasih malo trudim, malo lepše govoriti, ampak zdaj na tej točki bomo kar tako govorili, ko govorimo, a ne. Vizualizacija. Kaj dosežemo z vizualizacijo? Zakaj mi želimo vse to, kar si želimo? Zakaj si želimo več denarja? Zakaj si želimo boljšega, drugačnega partnerja? Zakaj si želimo novo kuhinjo? Zakaj si želimo lepše odnose? Zakaj si želimo drugačne prijatelje? Zakaj si želimo več denarja na svojem bančnem računu? Zakaj si želimo, karkoli si želite, tu noter dejte? Zakaj mislite, da si to želimo? Samo ena stvar je občutek, samo zaradi občutka. Mi težimo k občutku sreče. Mi želimo doživeti ta občutek sreče, ko bo nov avto stal pred našo hišo. Mi želimo občutek sreče, občutiti to srečo, ko se bo naš partner spremenil. Mi želimo občutiti to srečo, ko bojo naši odnosi drugačni. Ampak kje je ta sreča? V nas samih. In gre se za to, da v bistvu si ves čas na nek način lažemo oziroma ves čas na nek način vizualiziramo. Ampak ponavadi vizualiziramo vse to, kar si mi ne želimo. Se pravi, joj, kako bom plačala položnice, nimam denarja. In prihajamo do občutka. Najbolj pomemben je občutek, to smo že delali. Višji jaz, mi, se pravi povezava med višjim jazom in nami je občutek. In vedno stremimo k občutku. In mi se toliko časa
mariniramo v tistih naših občutkih noter, v mislih in občutkih, da dejansko pride pol do take manifestacije. Kdo je odgovoren za to manifestacijo? Mi. In jaz vam zagotavljam, da čisto vse, kar imam danes v življenju in kar danes v življenju počnem, sem poleg drugih metod, ki jih uporabljam, je ena izmed glavnih metod vizualizacija. In zato je moja najljubša metoda. Zakaj? Jaz, ko zaprem oči in si predstavljam sebe, kakšne stranke imam pri urejanju okolic, ko si predstavljam sebe, kako predavam pred 500 ljudmi, ko si predstavljam sebe, kako bestseller, najbolj prodajano knjigo sem napisala, kaj jaz dosegam takrat? Posegam do občutka, pridem do občutka. Ko zaprem oči ali pa z odprtimi očmi, si predstavljam, da vozim belega BMW-ja. Kaj jaz pridem? Do občutka, da jaz tega belega BMW-ja že imam. Jaz pridem do občutka, da je moja knjiga najboljša knjiga ever, kar jo je kdo napisal. Jaz pridem do občutka, da imam fantastične prijateljice okoli sebe, ko jih vizualiziram, kakšne odnose si želim. In kaj naredim s tem občutkom? Kaj mi ta občutek pove? Da jaz lahko to dosežem že v sedanjosti. Da je edino, zaradi česa jaz hočem vse to, kar si želim, je zaradi občutka. In ta občutek lahko sama sebi poklonim v metodi, ko se ji reče vizualizacija. In poskusite. Jaz zaprem oči in si predstavljam sebe točno na eni dotični hiški ob morju in jaz tam ležim in poslušam tiste, ne čiričke, ko so že, ne spomnim se zeleno, škržate in vidim, kako sedim oljke in vse to, pridem do občutka. In kaj pol sledi? Da tega sploh ne rabim. Ne rabim belega BMW-ja, ne rabim tiste hiše tam, ne rabim ne vem kakšne nove kuhne, ker tudi v stari lahko pridem do tega občutka. In zato je vizualizacija zelo, zelo pomemben korak v metodi kreiranja. Pri kreiranju, pri tem, da se nam želja uresniči. In ko mi pridemo do občutka, mi željeno že imamo. In pol mi to spustimo. To je naslednji korak, se pravi, spustimo želje. Mi nismo več odvisni od naše želje. Mi več ne hrepenimo po temu, karkoli si želimo, ker hrepenenje je kreacija iz pomanjkanja, ne iz obilja. In ker jaz več ne hrepenim, ker sem spustila to željo, pustim vesolju, univerzumu, Bogu, življenju, vilom, angelim, pustim sama sebi, da se mi končno to zmanifestira. Ker sem odpustila željo, spustila sem jo. In vizualizacija je fantastična metoda, pri takrat, ko se recimo malo slabše počutite, pa vam nekaj ne gre, pa se ciklate v svojih mislih noter. Ker kaj imam zdaj? Jaz recimo, dam en primer. Recimo ne morem plačati položnic. Kaj mi ostane? Ostane mi, da skozi govorim, koliko sem Boga, da nimam dosti denarja, da ne morem plačati položnic, da kak je draga elektrika, kak je draga voda, kak je draga, ne vem, odvoz smeti, karkoli. Imam to možnost, da ostajam v vlogi žrtve. Imam pa še eno možnost. In ta druga možnost se imenuje vizualizacija. Lahko si pa sebe zaprem oči in si predstavljam, kako se bom počutila, ko bom denar dobila in sebe vidim, kako grem na pošto, banko, whatever, plačati te položnice. Imam tudi to možnost. Ampak kaj sem s to možnostjo naredila, ker sem šla v enaki situaciji, se pravi, ne morem plačati položnice, v enaki situaciji se neham smiliti sama sebi, pa še prehajati še v nižje vibracije, še v nižje frekvence, kjer sploh ne bom našla rešitve, ker tam je ni, ker rešitev je na visokih vibracijah. Lahko si pa z pomočjo vizualizacije dvignem svojo vibracijo in slej ko prej bo prišla rešitev do mene. In kaj sem naredila s to vizualizacijo? Prišla sem v drug občutek.
In če mi vemo, tu že zdaj čisto vsi na tem kanalu, da jaz z občutkom kreiram, ustvarjam svoje življenje, poleg ostalega, ja, pol, če se imam rada, če razumem zakon privlačnosti, da jaz pritegnem na podlagi svojih misli, občutkov, prepričanj, pa najbolj glavn je občutek, se pravi, če sem jaz na podlagi občutka pritegnala, ja, ok, gremo po drug občutek. Kje bom dobila ta občutek? V vizualizaciji. In to je ena tako preprosta in tako fajna tehnika, ko vam res iz srca želim, da bi jo osvojili, da bi vam postala domača, ker meni rečejo, kako si lahko tako srečna, ne? Ja, vizualiziram. Jaz vse vizualiziram. Jaz se peljem, ne vem, iz Žalca do Celja, med vožnjo si jaz zamislim, ja, zakaj bi si jaz zamislila, da se peljem v Celje? Jaz si zamislim, kako se peljem v Srbijo, kako so me povabili na predavanje. Jaz si zamislim, da sedim, recimo, ko sem res utrujena, ko so okolice cel dan, pa doma, pa videi, pa nidarni, pa masaže. Pa si zamislim, da sedim v nekem masažnem stolu noter, da me masira, da bom, ko bom prišla do svojega cilja, totalno sproščena, da bom imela veliko energije, da se napajam z nečim. Vse to se lahko si zamislimo. Samo zamislimo si to, kar si želimo. Da pridemo do občutka in potem se ponavadi tudi željeno zgodi. Jaz vam res želim, da bi to razumeli. Napišite, prosim, tukaj od spodaj, kaj ste recimo vi si že zamislili, pa se vam je to zgodilo. Kaj ste že vi, mogoče nevede, vizualizirali, ker pol vidite, da je v bistvu naše življenje posledica vizualizacije, ampak pri budnem stanju mi imamo odprte oči in vizualiziramo, kako bo naša obrt propadla, kako ne bomo mogli zaposlenih plačati, kako ne moramo plačati položnic. Kaj delamo? Vizualiziramo in ponavadi se to res zgodi. Kdo je odgovoren? Mi smo odgovorni. Lahko pa vizualiziramo to, kar si mi želimo. Čisto enako je. Ampak dajte poskusiti. Vizualizacija je res ena enkratna super metoda in prva pomoč takrat, ko vi ste v nizkih vibracijah, se pravi, ko ste v žalosti, ko ste v nemoči, ko ste v nekih neprijetnih občutkih. Kaj jaz delam? Pride do izziva z Nežko, zaprem oči, vizualiziram, takle se razumemo, da pridem do občutka. In jaz vam res povem, da vse, kar vizualiziram, se dogaja. Jaz vizualiziram Jakoba, sina svojega, da je naredil fakulteto, da je naredil vozniški, ne, za avto izpit. In on je res to naredil in res dela. In res vam polagam na srce, vizualizacija deluje. Ta YouTube kanal je prišel zaradi vizualizacije. In praktično vse v mojem življenju pride zaradi tega, ker jaz to vizualiziram. Vse delavnice, ko sem jih imela, vsa predavanja, jaz sem vizualizirala, ker naš ne ve, ali se to res zdaj dogaja, ali kdaj to poteka. On misli, da je vse zdaj, tudi vizualizacija. In s pomočjo vizualizacije vi pridete do tistega občutka sreče, do občutka, da že željeno imate. In pol boste videli, da sploh tega, kar si želite, ne rabite. Ker lahko tudi s pomočjo vizualizacije pridete do tega občutka oziroma do tega, kar si vi želite. In lepo prosim, komentirajte, kako se vam zdi, kaj ste že, recimo najbolj me zanima, kaj ste že zvizualizirali, kar si niste želeli. In zdaj malo pobrskite po svojih glavah, kaj je bilo tisto, kar ste res razmišljali, to se mi bo zgodilo, kar si niste želeli, pa se vam je pol res zgodilo. Ampak zdaj samo obrnite, zdaj začnite pa vizualizirati to, kar bi si vi želeli, da se vam zgodi v vašem življenju. In tule vidim od zadaj sebe, da smo danes dali, moja ekipa mi je zvezdice tule od zadaj dala in na začetku videa sem povedala, kakšna lepo darila
sem dobila za materinski dan od moje Nežke. In poglejte to naključje, ne? Kako jo jaz kličem, zvezdica, ne? To je moja zvezdica. Tako da želim vam vse lepo, želim vam, da ste srečni in da ste mirni, da ste v harmoniji, v ravnovesju sami s seboj. Vsi ti videi, ki jih delim za vas, vam garantiram, da vam bojo pomagali. Ampak jaz ne morem namesto vas delati. Vaditi pa rabite sami. Tako da to je to za danes. Želim vam lepo življenje in čim več prijetnih vizualizacij. Čau, čau.